Umetna inteligenca v Sloveniji. Kako slovenska podjetja uporabljajo, nadgrajujejo in implementirajo umetno inteligenco in vse ostalo o umetni inteligenci. Ok, zdaj se pa snema. Pogovori o umetni inteligenci v Sloveniji, intervjuji, v katerih vam povemo, kaj delajo slovenska podjetja in na kakšen način pristopajo k umetni inteligenci. Moje ime je Peter in bom danes, tako kot vedno, vodil ta intervju. Na UI Slovenija si lahko pogledate intervjuje z različnimi slovenskimi podjetji. V prejšnji epizodi smo intervjuvali GLS, kjer so nam povedali, da so njihove stranke bolj zadovoljne pri uporabi AI chatbota kot pri uporabi ljudi kot chatbote. V tej epizodi pa gremo na bolj sistemske, celostne vpeljave umetne inteligence. Pa preden predstavim današnjega gosta, na UI Slovenija lahko poleg vsakodnevnih novic o umetni inteligenci, ki jih seveda pripravlja umetna inteligenca, dobite tudi tedenski newsletter in tedenski podcast, ki oba spet pripravlja umetna inteligenca, tako da nič vam ne bo ušlo, če se prijavite tam. Sicer pa redne intervjuje najdete tudi v podcastu. Danes sem izjemno vesel, da se mi je pridružil Igor Verstovšek, soustanovitelj in CAI officer podjetja CozyLab. Igor, lep pozdrav in dobrodošel. Živja. Nam lahko najprej malenkostno predstaviš CozyLab, potem pa se greva pogovarjati, kaj je to Chief AI Officer in kaj ti kot težko. Z AIO tam sploh počneš. No, ampak najprej, kaj je CozyLab? CozyLab je podjetje, ki smo ga ustanovili študenti leta 2001, še predtem pa smo delali kot ekipa študentov še v 90-ih letih. In sicer na kratko razvijamo krmilne sisteme za jedrske pospeševalnike in za zdravljenje raka in jih prodajamo po celem svetu. To je nekako tako en tak one-liner, ki se je že na začetku naučili za naše babice in tete in strice, ker je bilo kar vedno težko povedati, kaj CozyLab pravzaprav počne. Smo pa ekipa zdaj recimo 250 inženirjev, večina v Ljubljani, in delamo pač na znanstvenih projektih, od recimo fuzijskih reaktorjev, kontrole pospeševalnikov, radioteleskopov, kjer smo začeli, do tega, da zdaj tudi razvijamo medicinski softver za zdravljenje tumorjev in krmiljenje medicinskih naprav. Jaz ene stvari ne razumem. Kako, zdaj ko ste podjetje z 200 zaposlenimi pa več, ne, razumem, da delate s fuzijskimi reaktorji, ampak kako 3 ali pa 5 študentov reče na začetku poslovniške podjetniške poti, mi bomo delali s fuzijskimi reaktorji, ki jih je ene 3 obstajajo na svetu. Kako temu prideš, oziroma kako dobiš prvo stranko? Ja, to je v bistvu stvar srečnega naključja in bi rekel vizije našega tudi glavnega ustanovitelja Marka Pleška, ki je bil v tistih časih docent na odseku F2 na Inštitutu Jožef Stefan in je kot raziskovalec, kot fizik delal na razvoju pospeševalnika Anka, ki je tak relativno majhen sinhrotron v Nemčiji. In njegova ideja je bila, ker kolegi niso imeli časa, da bi poskusil zadevo narediti študenti. In tako se je v bistvu začetna ekipa zbrala kot ekipa študentov na Inštitutu Jožef Stefan. Dali smo se ime KGB, kar je pomenil Kontrollgruppe für Beschleuniger, kontrolna skupina za pospeševalnike. In skupaj smo takrat v bistvu razvili takrat relativno novih tehnologij, Javi, Korbi in podobnih, smo razvili potem krmiljenje tistega pospeševalnika. Ker pa smo pol naredili zadevo relativno dobro, smo zadevo predstavili tudi na konferencah, to so bile znanstvene konference, ki so bile zelo odprte in smo bili v bistvu edina ekipa, ki je bilo tam podjetje. Zato ker, tako kot si omenil, nobena pametna firma ne bi šla na tako majhen trg. Mi smo več takrat ekipa brez nekih jasnih poslovnih ciljev, je pa takrat postalo očitno na teh konferencah, da nek potencial za delo je. In so nam v bistvu Američani rekli, pa dajte fantje, sej naredite firmo. In ko nas je nepar bilo pri tem, da smo diplomirali, smo potem res poskusili naredili firmo in do prvega naročila delali zastonj. Prvo naročilo je bilo pa za
za radioteleskope ALMA in je bila šefu, ki je v bistvu naš naročnik, naša rešitev tehnično všeč. Na vprašanje, če si pa upa delati v bistvu z ekipo študentov, je bil pa odgovor, da ima on 13 let, da zadevo razvije in da če mu slučajno ne bo uspel po 3 letih z nami, da bo on imel še dosti časa, da za nami popravi. In nam je pač takrat uspel, in na to smo v bistvu počasi organsko rasli, najprej znotraj te bi rekel, pospeševalniške znanstvene srenje. Lepo smo dobivali nove posle na podlagi prejšnjih referenc in na ta način tudi prišli do fuzijskega reaktorja, kjer so bili tudi tam te znanstveniki. V resnici zelo podobno kot kjerkoli drugje. Identificiraš en problem, potem delaš zastonj, dokler se da, pa rabiš še malo sreče, poleg vsega ostalega, in dobiš prvega naročnika. 25 let kasneje, čeprav razumem, si se ti nekoliko že umaknil iz Cozy Laba, potem pa te je umetna inteligenca potegnila nazaj in si se začel nekoliko bolj ukvarjati z temi tematikami. A lahko to malo bolj razložiš, kako je to potekalo? Jaz sem bil praktično od celega začetka Chief Operations Officer pa namestnik direktorja do par let nazaj, kjer sem imel pa čist, bi rekel, osebno zgodbo. Oče je zelo na hitro zbolel in je bilo treba za njim prevzeti gozdarsko podjetje, tako da sem moral nekaj časa delati 2 stvari hkrati in je bilo res kar preveč vsega. In sem se v bistvu takrat odločil za nekaj časa prav tako za, bi rekel, prav za upokojitev, da vidim kako, da se malo spočijem, pridem k sebi in tako naprej. Gozdarski posel je prevzela žena, ki je naredila gozdarski faks, potem, ki je tudi matematik, tako da v bistvu ona ta del preživela. In sem potem res 2 leti popolnega miru. Vmes sem malo študiral fiziko, ker sem po izobrazbi fizik, sem šel malo na predavanja, sem hodil bolj iz svojega veselja in hkrati spremljal umetno inteligenco. Tukaj sem pa videl, da obstaja tako zelo velik potencial in da se treba stvari kar hitro lotiti, tudi v podjetju, če hočemo s tem kaj narediti. Sem se pogovarjal s kolegi in seveda pri dnevnem delu noben imel za to dedicirano časa, in potem je bila ideja, da če pridem nazaj, me v bistvu prav to pritegnil, ne sama ideja, da bi moral nazaj delati, ampak to, da prav hočem nekaj narediti, je bila prav konkretno umetna inteligenca tista zadeva, ki me je potegnila. In takrat potem si pač lahko daš naziv, kakršen hočeš. Sej moja ideja za naziv je, da bi bil Chief Intelligent Asset, da je bila spet lepa kratica, CIA, ampak evo, zdaj smo resna firma in potem je ratal Chief AI Officer. Ampak ideja tukaj je pa v bistvu ta, hkrati sem bil nekdo, ki je podjetje dobro poznal od prej, ga vodil precej časa, tako da sem imel še vedno dobre stike z vsemi ljudmi v podjetju. Hkrati pa nisem bil vpleten v dnevno vodenje in tiste običajne stvari, ki ti v bistvu takoj zapolnijo cel urnik. Tako da sem lahko se fokusiral, da sem imel čas in malo študirati AI, ga na par mestih prototipirati in hkrati potem tudi imel možnost, tako bi rekel, top-down smo imeli možnost zadevo v podjetje uvesti. Se pravi, taka fajn kombinacija, s katero smo rekli, dajmo to poskusiti. Moram reči, da jaz tudi s tabo delim te želje po kreativnih funkcijah. Včasih sem bil na podjetju Dragon Whisperer, zdaj pa v trenutnem podjetju pa mi sodelavka, a.k.a. žena, ne dovoli, da imamo kreativne nazive, tako da moram biti tudi samoustanovitelj, kar me je tudi malo žal. Ampak to je lepa ideja. In potem si prišel v podjetje. Kako v podjetju pristopiti k uvajanju umetne inteligence? Tako si rekel, na eni strani zaposleni imajo že veliko dela, na drugi strani je to ena tehnologija, za katero še ne vemo točno, kako jo bomo noter pripeljali. Na tretji strani beremo, vsi ful delajo, praktično smo že skoraj da propadli, ker nismo v koraku s časom. Kaj ste vi naredili, pa kako se vam je to obneslo? Ja, prav rekli smo, v bistvu smo prav na začetku, sem tako malo kolege sprašal tudi po drugih firmah, kako, in sem dobil take v bistvu protislovne nasvete. Po eni strani so rekli, to je brez veze, da sploh imaš kakršnokoli funkcijo. Ljudem daj dostop do ChatGPT-ja,
potem se bodo že sami znajdeli in bo zadeva sama organsko zrasla in to je to, kar v bistvu lahko narediš. Ne. Se pravi, bi rekel, to je tak klasičen bottom-up pristop. Ne. Potem sem pa jih tako zelo takih ljudi, ki so dobro poznali Kozele, rekel, to ne gre drugače kot top-down. Ne. Moraš imeti pilotske projekte, narediti in se lotiti, dati ta najboljše ljudi na to in to je edini način, da zadeva uspe. Ne. In pa smo pa rekli, pa dajmo poskusiti oboje v Kozelebu. Sej imamo čas, imamo, bi rekel, dobre ljudi, ki so pripravljeni eksperimentirati, pa da vidimo, kaj bo ratalo. Ne. Tako da že preden sem jaz prišel, je bilo kar nekaj, smo imeli že nekaj licenc za ChatGPT, ne. Kar smo pa v bistvu naredili, je, da smo samo malo bolj sistematično začeli se pogovarjati o tem, kaj ChatGPT je in kako se ga uporablja. Ne. Se pravi, smo naredili nekaj, kar je bil v bistvu že ustaljen proces v Kozelebu, da smo postavili nekaj, čemu rečemo akademija, kjer v bistvu za vsako tehnologijo imamo akademijo v Kozelebu, kjer se jih učimo. Tukaj smo pač imeli akademijo, kjer se lahko vsak nauči na nek tak čez par vaj, ne. Kaj pomeni kontekst, kaj pomeni, da stvar halucinira. Se pravi, čisto bi rekel, take osnove uporabe LLM-ja, ne, in kako ga v bistvu skonfigurira, da bo na ta prav način se s tabo pogovarjal, da ne bo preveč prijazen in tako naprej. Ne. Se pravi, da smo že to in da smo se parkrat dobili in pa se že videl na hodniku, ne, da ljudje se že pogovarjajo o čisto novih konceptih, o katerih jih prej še niso poznali, kot sem jih prej omenil, ne, pač vse te stvari, ki jih je treba vedeti, če se z umetno inteligenco kaj več ukvarjaš. Ne. Kar se pa tiče top-down, smo pa gledali, kje in kako, ne, kaj zdaj v bistvu hočemo doseči. Ne, ker na koncu v bistvu zadeva, ki na koncu mora delovati, ne, je, da ima na koncu podjetje več profita. Ne, to je na koncu rekel bottom line, ne zdaj, da se imamo fino, če uporabljamo to orodje ali pa druga orodja. Ne. Tukaj smo pa probali prav najti po različnih segmentih podjetja, kje bi lahko naredili kakšen projekt s pomočjo AI-ja, ne, ali kako bi ga upeljali recimo na sam razvoj, kako bi ga imeli na marketingu, na salesu in tako naprej. Ne. In smo pa tukaj šli spet, bi rekel, pilotsko od use case do use case, smo poskusili in če stvar delovala, smo potem probali skalirati za celo podjetje. Ok. Bi lahko rekel, da se je katera izmed teh dveh strategij boljše obnesla ali pač je vsaka stvar za svoje in prinese svoje rezultate? Bottom-up je v bistvu enostavneje narediti, ne, zato ker samo ljudem daš, ne, vidiš, da nekateri takoj skočijo in bi rekel, dojamejo princip, nekateri ne. In kar se tiče, ne, če si menedžer, ne, nisi veliko naredil, ne, si pač dal stvari, ne, in se ti zdi, tisto, kar se prime, kar ne, in si težko zdaj neke blazne zasluge daješ, ne, zato bi rekel, da kot menedžer bi si rekel, da je zato pa lih top-down, ne, bolj, ker se bilo bolj treba z njim ukvarjati, da je bolj kompliciran, ampak v resnici pa res mislim, da se zadevi dopolnjujeta. Bottom-up nekako gradi zavedanje, ljudje vidijo, kaj se da, dejansko so tudi pač neki čistaki, so neke take, ljudje so bolj učinkoviti, več stvari lahko naredijo, ki jih sicer ne. Tako da so tukaj sicer super stvari, ne. Pri top-down je pa tako, ne, ene stvari je pa tako, da pa v bistvu vse na koncu najbolj lahko gledaš glede na svoja pričakovanja, ne, ker nekih takih objektivnih metrik ni, ne. Vse to tudi sam vidiš, ne, ker gledaš, kaj se po svetu objavljajo, od tega, da 95% AI projektov ne uspe, ne, ki jih probajo firme uvesti, ne, do tega, da slišiš od danes naprej, ka pa poznam ta trik, sem pa 10-krat bolj učinkovit, pa sem odpustil vse programerje. Ne. In zdaj najbrž oba ekstrema se pojavljata in najbrž sta celo oba res. Ne. Tako da pri top-down je tako, da ene par stvari nas je presenetilo, kako so se v bistvu hitro in fajn prijele, ne. Smo pa tudi ugotovili, da so kakšne stvari pa res bolj komplicirane, kot smo si na začetku predstavljali. Tako zdaj pa gremo lahko v podrobnosti na poljubnem koncu. Kaj je bilo bolj komplicirano, kot se je zdelo in kaj se je bolj prijelo? Recimo bolj komplicirano je to, da ko ti začneš AI uporabljati in z njih nekaj kompleksnega narediš, dobiš nek output. Ne? In ta output je lahko še vedno garbage in garbage out. Se pravi, če imaš nekoga, ki se ni prav zelo potrudil, boš lahko dobil output, ki zgleda super, ne, super formatiran, ne, in tako naprej,
in boš kar nekaj več časa rabil za to, da boš ugotovil, da stvar recimo ne pije vode. Ne. Včasih, če nekdo nekaj z levo roko naredil, si videl, ker je bilo že tudi slabo formatiran ali pa ne tako. Ne. Zdaj pa dobiš včasih zadevo, ki se na prvi pogled super zgleda in imaš v bistvu kar nekaj iteracij s človekom, ki je to stvar sproduciral da sploh vidiš, da mogoče on ni čist razumel ali pa bil čist pri stvari, ki je to sproduciral. In to je pa v bistvu, to je bi rekel, večji vir nevarnosti, ne, ker s tem ljudje se zmanjšuje zaupanje v AI, ne, saj mi je naredil neumnost, ne, in po drugi strani, ne, tako povečuje, ne vem, kaj bi rekel, fizika entropijo, ne, zelo veliko enih stvari se da sproducirati, ne, s katerimi pol ni nujno, da kaj dobrega rata, ne. Se pravi, tukaj v bistvu, kar je to, kar je itak pri managementu običajno, ne, da moraš res razumeti, če je nekdo, ki je dal nekaj od sebe, a za tem stoji ali ne, in včasih je to pri AI-ju precej težje ugotoviti. Tako da to bi rekel, to je ena taka stvar, ki se jo probamo zavedati. Je to samo pri programiranju ali je to tudi na drugih področjih? Se take stvari dogajajo? To je čisto na vseh področjih. Na vseh področjih. Na programiranju je celo tako, ne, da v bistvu smo imeli, to je pa ta drugi konc, ne, kjer smo imeli pa v bistvu večje uspehe od pričakovanj, ne, kjer je pa v bistvu smo zelo hitro začeli delati z agentskim programiranjem, ne, torej trenutno uporabljamo Claude Code. In tam je pa res boljš in hitrej, kot sem si predstavljal, da bo vpeljava AI-ja, ne, zato ker sem si rekel, da pri programiranju pa v bistvu res ne moreš blefirati ali pa bluziti, ali kako bi rekel, ne, zato ker delamo na pač veliki kodi, kompleksni kodi, projekti so veliki, ne, tako da se ne da vibe codati, ne, in se mi je zdelo, da tukaj bi v bistvu vibe coding lahko bil problem, ne, ker bi ljudje na hitro zgenerirali kodo, ki je pol ne bi bila dobro stestirana, ne. Saj tudi to se nam je kdaj zgodilo. Ampak koda oziroma kodiranje ima to prednost, da se da lepo zapreti loop, ne. Se pravi, koda veš, a dela ali ne dela, ne. In če imaš ti dobre requirements pa design dokumente, ki jih seveda lahko tudi z AI-jem narediš, lahko vedno na koncu kodo, glede na to testiraš, če je res z drugim agentom ali pa kakorkoli, ne, a je res narejena tako, kot bi morala biti, lahko narediš avtomatske teste in tako naprej, ne. Tako da se da tukaj precej sproti videti, da zadeva deluje ali ne. Zato je dejansko na kodiranju manj takih težav, nam gre boljš, kot sem mislil, ne, tisto, kar sem rekel, glede na pričakovanja, ne. Pač na strani kodiranja se mi zdi, da nam bolj gre pisati dobro kodo, kakor je mogoče na raznih drugih bolj mehkih delih, ne, kot recimo menedžiranje, je to zdaj prodaja, marketing, pregled CV-jev za zaposlovanje in tako naprej, ne. Tukaj pa v bistvu ni neke take objektivne funkcije, kdaj zadeva dobra ali pa ni, ne, kar pomeni, da če hočeš res preveriti, če je AI dobro naredil, si mora prav nekdo vzeti čas, da zadevo sam preveri, ne, glede na svoje izkušnje in tako naprej, ne. In tukaj recimo je bilo tisto, kar sem rekel, je večkrat prišlo, da kaj vam prišlo, kaj je bilo treba pol še enkrat narediti, ne. Ja. Mogoče bi se malo vrnil k eni malenkosti, ki si jo prej omenil, pa se mi zdi ful pomembno. Rekel si, da ste imeli že prej akademijo pri drugih projektih, pa da ste jo tudi tukaj uporabili. Zdi se, ne, da se delamo, da je umetna inteligenca nekaj čisto novega, kar še nikoli nismo nikjer videli, ampak ravno v procesih vpeljave v podjetij pa je to lahko samo še ena tehnologija ali pa en način dela, ki ga je treba vpeljati v podjetje na enak način, kot smo vpeljali že praktično vse ostalo. Ne? To je nekako ta moj občutek. Sej, če znamo pa iz nekega kadrovskega ali pa menedžerskega vidika vpeljevati procese, potem lahko umetno inteligenco na isti ali pa na podoben način vpeljemo. Se je to tudi pri vas tako izkazalo? Tukaj pa ne, če bi se v bistvu strinjal s tabo. Zato, ker res je AI v osnovi je, bi rekel, samo tehnologija. Ampak ne, je v bistvu tehnologija, ki lahko sproducira nove kreativne stvari in če ji pustiš, ne, če v bistvu spromptaš na ta pravi način, ima lahko tudi svoj, bi rekel, agency, lahko sama nekaj predlaga, sama naredi in sama zavija v napačno smer, ne. Tako da ni, bi rekel, da je glede vpeljave v firmo, bi bila mogoče bolj ustrezna primerjava, kad je to onboardanje novih sodelavcev,
ali pa zunanjih outsourcerjev. Se pravi, izkaže se, vsaj pri nas, ne, da v resnici z umetno inteligenco, pa bolj, kaj zadeva kompleksna, bolj, ko delaš z agenti, bolj tako naprej, ne, bolj so v bistvu primerni in že imajo izkušnje za to tisti, ki so vodili ljudi. Se pravi, kakšni project menedžerji, tudi višji management, ne, ki so navajeni delati pač z drugimi, stvari delegirati in hitro videti, da zadeva deluje ali ne in glede na to reagirati. Ali je treba včasih zadevo takoj ustaviti, ali je treba v bistvu samo malo usmeriti, ali je pa treba mogoče zadevo zresetirati pa na nov narediti. To so v bistvu vse stvari, ki jih mora menedžer z ekipo delati. In pri umetni inteligenci je velikokrat tako, ne, da je v bistvu treba kot sodelavca obravnavati na ta način, jo lahko v bistvu boljše uporabiš. Ker spet, še vedno je res, kar si rekel. V bistvu vpeljava umetne inteligence ni nekaj bistveno novega glede na to, kar smo v podjetjih delali, ampak je več kot samo vpeljava orodja, je hkrati v bistvu tudi na nek način širjenje ekipe in tega se treba zavedati, da pa v bistvu na ta prav način to narediš. Ne. Kako to potem praktično pri vas zgleda? Ok, Cloud Code, pa ChatGPT imate, pa nekaj imate Copilota, če se prav spomnim. Ampak kako zdaj to ljudje uporabljajo? Ali smo tukaj pač jaz bom to delal, ko bom mestu delal, ali so to dobesedno točno določeni workflowi, kdaj kaj uporabiš, ali so to že custom orodja, ki ste si jih naredili, da znajo poklicati vsak svojega agenta, kadar ga rabijo. Ali lahko tukaj to malo opišeš? Trenutno smo še zelo na tem, da mora v bistvu vsak zase biti motiviran, da jih uporablja. Tako, nimamo agenta oziroma sem pa tja kakšnega, recimo, ne, da ti naredi, da ti iz posnetka sestanka naredi zapisnik, ne, to je taka tipična stvar, ki jo vsi imajo, ne. Smo tudi naredili tacka, ki ga lahko vsi uporabljajo, pa ima kozi lebo v kontekst, to recimo že nekje živi, ne. Ampak smo še vedno bolj na tem, da v bistvu morajo biti ljudje motivirani, da na ta način, da orodje uporabijo. Zdaj odvisno od vprašanja, recimo, a delamo zdaj, ne vem, na razvoju ali na nerazvoju. Povej, kjerga od primerov povem, pa lahko tudi oba. Dajmo oba, no, če lahko. Okay. Na razvoju tako, ne, da smo v bistvu probali pilotsko dobiti projekte, ki bi bili najbolj primerni za to, da poskusimo, se zadeva sploh da. Ne? In za tja smo dali najboljšega človeka, da je tudi naštudiral, enega najboljših razvijalcev, tudi enega v bistvu soustanoviteljev podjetja, ki je tudi vsa orodja stestiral in zapravil Cloud Code in je on na svojem projektu najprej v bistvu za stranko ga nekje probal, kako zadeva deluje. Potem je pa to probal še, kjer je bilo recimo več ljudi z njim delali na projektu in tako naprej. Ne? Pol je pa že imel nekak idejo, kako je treba zadevo uporabiti, rečemo temu, da je on razumel. Ne? S tem nismo še dosti daleč prišli, ampak na kjerkoli projekt bi njega dal, bi on znal tam sep in okolici to postaviti. Pa smo prišli do naslednjega projekta, en je bil še posebej primeren, ker je bil slučajno tak, da je bilo treba hkrati dokumentacijo pa kodo uskladiti na projektu, ker je v bistvu tako zelo taka lep primer za AI projekt, je bil pa za stranko zelo pomemben, zato ker je pač medicina zadnji in certifikacije in je bilo zelo veliko stvari za narediti in so nam dali ta projekt, tako kot bi nam ga itak dali, ki so z nami sodelovali, ne, je bil pa zelo lep case za umetno inteligenco. Tukaj je bil pa zdaj ta kolega vpleten kot svetovalec, se dobil s projektnim vodjem in z razvijalci na tem projektu in je v bistvu postavil osnovno infrastrukturo in v bistvu takrat, mislim, sta bila 2 do 3 developerji, vse je naučil, kako zadevo uporabljati in kako med sabo uporabljajo. Potem je nekako zaživela in tukaj smo se pa pol naučili prvič, kako lahko se projekt naredi brez njega, ki je vse vedel odprej. Pol smo že imeli neke sorte, v bistvu vzorc, ki smo ga lahko predstavili in potem so se že kar kakšni javili, mi bi rabi poskušali. Ne? Kar pomeni, da smo začeli povsod na projektih, kjer so bili ljudje proaktivno zainteresirani, da bi zadevo poskusili. Ne? V bistvu smo še zdaj tukaj, ne? Da je najlažje delati tam, kjer ljudje sami hočejo poskusiti, zato ker res ni enostavno, ker moraš na drug način delati. Ne? Predvsem manj si v kodi, bolj si bi rekel nam chat interfejsov Cloud Code, ne? In je v bistvu, vse na koncu je enak razvoj kot drugje, ampak vse v bistvu delaš na čist drug način. Ne? No, zdaj se pa že ljudje med sabo se dobivajo, izmenjujejo izkušnje in tako naprej. Ne?
Zdaj je pa v bistvu naslednja faza, kjer pa na največji projekt to vpeljujemo, kjer pa gor dela 40 razvijalcev, ne, tukaj imamo pa spet nekoga, ki je bil v bistvu kar nekaj časa vodja razvoja v celega tega produkta, na katerem to delamo, in on v bistvu išče, na katerih pilotskih projektih bodo začeli in kako bodo pol v bistvu to razširili na vseh, bi rekel, 40 razvijalcev, če je to smiselno. Se pravi, tudi zelo top-down, ne. Tukaj pa raven zaradi tega, ker morajo vse stvari med sabo v bistvu vsaki točki delati, ne, tukaj moramo pa zelo premišljeno to narediti. Evo, to je, bi rekel, to je tako teorija, pa kar deluje, ne. Mislim, sej jasno, včasih je tudi kaj narobe, ne, nekje so imeli nekoga, ki je bil malo bolj junior, pa je bil zelo navdušen, ko mu je Claude Code toliko predlagal in je na Vibe Codu 3-krat preveč funkcionalnosti, kot bi bilo treba, in je bilo pol treba to, bi rekel, za nazaj pa brisati, ne. Se pravi, ni zdaj tisto, da nam je vse takoj uspel, ne, ampak nekako tako je, tak proces imamo, da tako v bistvu počasi širimo od najbolj zagnanih, majhnih pa na majhnih projektih do večjih projektov, pa do potem večine razvijalcev. Kaj pa na nedeveloperskih projektih? Na nedeveloperskih projektih je pa tako, da v bistvu je pa tudi ljudem težje sploh videti, kaj je možno, ne, zato ker recimo da se s ChatGPT-jem kaj narediti, ne, ampak pol prej ali slej trčeš recimo v kakšno steno, ne, pa ker ne veš zdaj čisto, kako bi se lotil, ne. Ali pa recimo delaš market research, pa ugotoviš, da prej ali slej ti zmanjka tega, da chat ne ve dosti o tebi in tako naprej, ne. No in tukaj je bil pa recimo tak dober primer, je bila pa market analiza za enega večjih naših trgov, ne, kjer v bistvu je bilo res treba razumeti, kaj mi znamo, katere stranke so, kaj rab sales, ne, se pravi, bilo zelo veliko enih inputov, pa neke marketing pa sales teorije, ki je bilo to, bi rekel, za ekipo ljudi bi to bilo kar nekaj dni za študirati pa delati, ne, pa smo pa to dali, pa sem pa tukaj v tem primeru jaz ali pa kdo drug, ki bi tudi poznal Claude Code, ne, se v bistvu usedel pa dobil z marketing eksperti, pa v bistvu tudi z developerjem, ki ga zanima, ne, ki pol te projekte dela, in smo skupaj v bistvu naredili tak prototip, kako ta marketing research narediti, tako bi rekel, z agenti, ne, da je zadeva taka, da res dobiš zelo veliko informacije, s katero moraš pa pol tudi nekaj narediti. Tukaj pa jaz nisem vedel, ne, so pa potem sta pa ona vedela kot osebinca, kaj je treba, ne. In v bistvu smo vse te prompte in rezultate in tako naprej, ne, zapakirali v projekt, ki je tako tudi zdaj v našem repozitoriju, ki ga lahko uporabimo in na novo uporabimo za naslednjo tako raziskavo, ne. Ok. Ampak a je to, verjetno je to, da ste developersko podjetje pač resno dodana vrednost, ker seveda si lahko naprogramirate orodja, ki vam pomagajo delati tudi nedeveloperske stvari, si predstavljam, ne? Saj to je pa zdaj tisto, ali sploh v resnici treba naprogramirati, ali je treba samo imeti v bistvu ta pravi mindset, ne, se pravi, ta pravi v bistvu način razmišljanja. Tukaj smo tudi z enimi kolegi iz enega drugega podjetja govorili, ki so rekli, da v bistvu največji uspeh pri vpeljavi so imeli na marketingu, to pa zato, ker so imeli šefa marketinga nekoga, ki je znal zelo strukturirano razmišljati. Pa sploh pa ni bil bi rekel, po ozadju razvijalec, ne, ali pa tehničen človek po izobrazbi, ampak je enostavno znal misli strukturirati na ta pravi način, da je znal pač s tem čist v bistvu pač z angleščino, ne, oziroma s pogovorom z LLM-jem zadevo specificirati na način, da jo je potem lahko dobro uporabil. Ker v bistvu odgovor direkten pol bi bil to, ker rabiš tako strukturirano razmišljanje, je to velikokrat developerjem pa takim bolj tehničnim ljudem lažje, zato ker se tega itak navajeni že od prej. Ni pa tukaj treba poznati neke prav posebne tehnologije, ne. In tudi recimo tudi vice, kako recimo se tudi orodja razvijajo in v bistvu prilagajajo, ne. Recimo Claude Code je na začetku bil samo command line interface in si moral vse te konektorje zelo tako precej ekspertno konfigurirati, ne. Zdaj pa tudi, ne vem, po pol leta oziroma v parih mesecih so pa ravno včeraj releasali, ne,
Cloud Code for Cowork, ne, in so v bistvu skrili vse, kar je developerskega, pa da vidiš samo tiste stvari, ki jih vsebinsko rabiš. Se pravi, so v bistvu naredili točen ta korak, kako lahko netehničen človek, ne da bi razumel, kako so zdaj tam baze pa fajli od spodaj strukturirani, zadevo raven tako uporablja. Ne. Tako da mislim, da bo to zelo hiter, naravna naslednja faza, ne, kako lahko netehnični ljudje lažje zraven pridejo do uporabe. Ne. Ampak to je tako, bi rekel, en del odgovora. Ne. Drug del je pa ta, da je treba stvarmi eksperimentirati, pa se igrati, pa se učiti. To je pa nekaj, kar včasih tudi ljudem, ki so, tako bi rekel, večji, pa bolj pomembni, pa starejši, ne, zato več nimajo časa. In to je pa škoda, ker raven pri AI-ju bi v bistvu prav pozval vse, ki so, ne vem, nad 40, nad 50, da si spet vzamejo malo časa, da se s tem igrajo, pa poskusijo, da sploh vidijo, kaj se da, pa kaj ne, ker v bistvu edini na ta način se lahko zadeve res naučiš, pa res poznaš, pa res razumeš. No. Tako da to je pa mogoče drug del ovire, zakaj je v bistvu težko zadeva uvesti, ker se je ta čas težko vzeti, ali se ti zdi, da ga nimaš, ali te pa malo strah, pa sej ne moram, ne, mislim, itak sem že ven iz tehničnih stvari, ali kako bi rekel, ne. Ampak pa enkrat se lotiš, ugotoviš, da ni trik v tem, da si ali pa nisi noter v tehnični stvari, ampak je pa res nekaj novega, malo moš na drugačen način razmišljati kot sicer, ne. In to je nekaj, česar pač smo verjetno vseeno sposobni, tudi če smo malo starejši. No. Ni pa treba se vrniti, bi rekel, k programiranju na papirju, Turbo Pascalu. No. Ja. Jaz sem 2 leti nazaj sem si po dolgem času laptopov spet kupil Kišto, pravi računalnik, in potem sem dodatni disk nabavil in potem sem odprl računalnik in hotel poiskati originalni disk in ugotovil, da v računalniku ne najdem diska. Ne? Pa sem še tista generacija, ki smo na začetku res še šraufali računalnike, pa sem znal računalnik razstaviti in sestaviti. To me je malo spomnilo na to, da se moram iti nazaj malo te osnove igrati, pa poskušati pa razstaviti stvari, da spet vidim, kako delajo, da me lahko tukaj nazaj pripeljejo. Mogoče še eno stvar, ki si jo prej omenil, da je vpeljava umetne inteligence lahko kot bi vpeljal novega sodelavca ali pa nekega freelancerja, outsourcanega ali pa nekaj takega. Ne? Ali je tudi odziv že obstoječih zaposlenih ali pač zaposlenih na splošno tukaj podoben, kot če bi pripeljali noter nekega novega zaposlenega v smislu, kako se vam je dogajalo z ljudmi, ki tega niso želeli uporabljati ali ne, verjetno ne odpuščate ljudi, ki tega ne uporabljajo, ampak kaj počnete s tistimi, ki tega ne uporabljajo, ali pa kaj boste v prihodnosti počeli s tistimi, ki tega nočejo uporabljati in bojo oni na roko delali stvari, ker so boljši, oni to edino razumejo ali pa neke take izgovore smo slišali. Ja, zdaj, kar se tega tiče, bi rekel, to tak tipičen change management, ne, začneš s tistimi, ki so res najbolj zagnani in pol upaš, ne, da vsaj neko začetno večino, ne, oziroma do nekega tega prvega gepa ljudi za sabo potegnejo, ne, ki v bistvu začnejo iz navdušenja. Ne. Potem, ko pa lahko ta ekipa, ki je recimo lahko, ne vem, 15 do 20% ljudi, ne, pokaže neke dejanske rezultate, potem pa lahko rečeš, no, zdaj pa se na teh projektih lahko tudi na ta način dela. Ne. In je pač, bi rekel, standard, da se na ta način dela, ne? In potem pa, bi rekel, pa taka, ne vem, večina ljudi, ne, ali tiha ali glasna večina, ne, če obstaja nek standard, ki deluje in se ga lahko uporabi in je dejansko boljši, ga bodo uporabili brez nekega večjega kompliciranja, oziroma bodo rekli, lej, tole mi ne deluje, bodo malo bolj jamrali, ne bodo sami od sebe popravljali infrastrukture, ampak bodo javili bug. Kar pomeni, no, vse to je to. Potem zadeva rata bolj zrela, potem pa seveda rabiš ekipo, ki skrbi, da to večini ljudi, ki to uporablja, dela, ne? In s tem si v bistvu, kar se mene tiče, večino rešil. Ne? Zato, ker vedno boš imel pa na koncu, ne vem, nekaj procentov ljudi, ki bodo, bi rekel temu, a priori proti. Ne? Tukaj pa zdaj treba razumeti, kaj je zdaj razlog tega a priori proti. Ne? Ker to je velikrat pri vsaki stvari. Ne? Na koncu v bistvu človekom pogovoriš, pa ugotoviš, da če si ga res razumel, si videl, da je imel v bistvu nek dober argument. Ne?
samo da ga je pol že zapakiral že malo jezo, pa upor, pa tako naprej. Ne? In pol, če to zadevo pokažeš, da razumeš, zakaj je šlo in da znaš to rešiti in to pokažeš, lahko dobiš, bi rekel, celo novega, kako bi temu rekel, believerja. To je recimo v najboljšem primeru. Ne? Je pa res, ja, da kakšni so pa pač, s kakšnimi pa jih pač ne bo zanimali in je to in je pol to ne glede na tehnologijo. Ne? Pri AI mogoče je še dodatna stvar to, ne, da je res včasih, ne, tako kot smo včasih mislili, ne, da bodo najprej brez služb postali ljudje, ki bodo, ne vem, ki bodo ceste čistili ali gradili ali tako naprej. Ne. Zdaj pa v bistvu v drugo smer. Ne. Zdaj se pa zdi, da bodo bolj te poklici, kjer si v bistvu za računalnikom in moraš kaj razmisliti, ne, se pravi knowledge work, ne, da je ta bolj so na udaru. Ne. No, to pa je pri AI-ju dejanski problem, da včasih lahko vidiš, pa si rečeš, čakaj malo, če danes tako dobro dela, kako bo čez 3 leta, ne? Kar je pa v bistvu čisto realna skrb in strah, ne? In tukaj sploh pač ni nekaj, kar je bilo vezano samo na kozilep, ne? Tukaj je pa v bistvu odkrit pogovor, ne? Če drugega ne, moramo biti vsaj toliko usklajeni, pa toliko pripravljeni na AI kot druga podjetja, ne? Če si to predstavljamo kot enega velikega medveda, ki nas lovi, ne? Moramo biti vsaj hitrejši od, bi rekel, kolegov z drugih firm. Ne? Ja. Vsaj to. Ne? Sicer to se ne sliši tako zelo pozitivno, ne? Ampak tudi ljudje to razumejo, da je res. To ne zdaj nekaj, da smo se mi spomnili, kot bi rekel, gnili kapitalisti, da nujno rabimo imeti, ne? Ampak je v bistvu trend, ki se mu pač hočeš nočeš, noben ne bo mogel izogniti. Ne? Je pol vsaj boljš biti na začetku zraven, da v bistvu še imaš kaj od tega, ne? Če si pred drugim. Mogoče sem malo prehiter skočil na ljudi, pa me še 2-3 stvari zanimajo o tem, kako delate. A vi naročnikom, najprej eno drugo stvar. Vem, da planirate ali pa da ste v nekem trenutku planirali projekte, pa ste rekli, dajmo videti, koliko bi nas časa bi nam to rabilo, da to naredimo z umetno inteligenco, pa brez. Če lahko poveš, kakšni so bili tukaj rezultati, kako ste to planirali, pa kako je potem na koncu se res šlo? Ja, tukaj smo kar probali pomeriti, kolikor se to da, ne? In smo velikrat, ko smo na vsak tisti, ki sem prej razlagal, ko smo na vsak nov projekt poskusili vpeljati umetno inteligenco, je bila, bi rekel, bil najboljši scenarij ta, če smo že imeli oceno časov za projekt brez umetne inteligence, pol pa smo naredili novo oceno časov pri upoštevanju tega, da lahko kaj naredimo hitreje ali pa boljš z AI, ne? In tako že, kolikor imamo merskih točk, kar jih nimamo prav veliko, ne, bi rekel, da recimo pri, ne vem, pisanju dokumentacije, testov so lahko prihranki tudi 50% ali pa več, pri samem kodiranju, dizajnu pa recimo 15% ali pa do 30%, kar se zdaj ne sliši zelo veliko, ampak mislim, po eni strani je ogromen, po drugi strani pa ni zdaj to faktor 10. Ne? Ja. Ampak to je nekako, ni samo nekaj, kar bi se jaz spomnil, ker sem navdušen na tem, ampak je v bistvu prišlo tudi od naših projektnih vodij. Ne? Se pravi tako, da to je nekaj, kar bi lahko čez palec rekli, da prihranki so, ne? In pol, ne vem, pri komunikaciji s stranko, potovanjih, pa pri tem nimaš nič prihrankov, ne? Tako da v bistvu nekako, da če rečemo za tipičen projekt, ko vse to izpovprečimo, smo lahko 15-20% mogoče bolj učinkoviti, ne? Ampak, kar pa smo se naučili, tukaj je pa, da v bistvu samo na ta način gledati niti ni najbolj pameten, ne? Zakaj? Zato, ker v bistvu že ves čas se trudimo, ne, tudi kad delamo za znanstvene stranke, ki najbolj znajo v urah razmišljati, ne, se tudi v bistvu njih izobražujemo že vsa leta zgodovine kozileba, ne koliko bomo mi delali, pa kakšno vrednost vam bomo dostavili. Ne. Ja. In zdaj, kaj AI je v bistvu se lahko še toliko bolj odkrit, včasih z njimi o tem pomenimo. Lejte, vse na koncu je važno, da vam zadeva dela, koliko je zdaj to ven vreden, koliko bi to vam vzeli, če bi sami delali. Skratka, je v bistvu stvar prodaje, da zna tudi se na ta način pogovarjati stranko, ne, da nekaj skrivamo, da so stvari lahko hitreje narejene ali karkoli. Ne. Se pravi, to je v bistvu ena stvar, ne. Ampak druga, mogoče bolj pomembna, ko smo jo opazili, je pa to, da lahko s pomočjo AI-ja hitreje se lotimo projektov, za kere bi sicer rabili več časa, se jih pa ne bi upali lotiti. Ker recimo, če kakšno novo tehnologijo uporabljamo ali pa na kakšen nov način kaj delamo, ne. Recimo, en lep primer je bil, ko je kolega delal za eno fuzijsko stranko in bi mu prav prišlo, da bi svojo kodo testiral še s nekim fizikalnim
simulatorjem. In tega simulatorja si on nikoli ne bi sam nakodiral. Tukaj si ga pa v bistvu na vibe codu, ki ga je rabil samo zato, da njemu dela, ne? In je potem lahko v bistvu svoje rezultate primerjal praktično s fiziko, ne? In ko je to stranki pokazal, je bila stranka popolnoma navdušena, ne? Ampak to je nekaj, kar bi mi sicer morali stranko prepričati, prodati, pa sploh vzela ne bi ali tako naprej, ne? Tukaj je pa on v bistvu lahko se ene stvari lotil, ki se sicer ne bi, ne? Se pravi, to je en tak, mogoče pa ni, to je samo primer nečesa, kar v bistvu lahko dobiš včasih zraven pozitivnega, no? Da lahko nekaj narediš, česar sicer ne bi, kar pa na koncu je tudi se pretvoril denar, ne? Ampak težko zdaj rečeš, da je to zdaj vredno 5 ali 10 ali 15%. Ne? Se to je potem moje naslednje vprašanje, ne? Kdo je zdaj owner presežkov? Vi naredite stvar v 15% manj, a to zdaj pomeni, da je projekt cenejši, a to zdaj pomeni, da imate vi več profita, a to zdaj pomeni, da ima zaposleni lahko 15% več prej domov. Zdaj se malo si že odgovoril v tem, da v resnici ne delate čisto po urah, tako da to vprašanje ni čisto legitimno, ampak vseeno to je zelo pomembno vprašanje, ki se ga vse podjetja dotikajo. No? Ja, zdaj tukaj probamo biti, zdaj tako nekako, če smo hitrejši od ostalih podjetij, lahko mogoče vsaj na začetku imamo nekaj profita od tega tudi mi, če nam uspe. Ne? To je recimo odgovor 1, ne? Odgovor 2 je pa ta, da se moramo tega itak naučiti, če bo na koncu cel trg na istem, bo ta profit zelo hitro zginil in je mogoče celo pametno, če ta profit imamo, da ga damo na en kupček, ki ga bomo mogoče še zelo rabili čez par let, raven zaradi tega, ker bo mogoče se trg spremenil v neko smer, ki mogoče ne bomo najbolj razumeli in ne bo še prav prišlo, če bomo od tega kaj imeli. Tako da mogoče to najbolj bi rekel racionalen odgovor. No? Se pravi, da v bistvu če kakšen profit slučajno je, ga dajmo na stran, pa nam bo že pol kasneje prav prišlo. Drugače, ja, slišiš pa se, ne, sej tudi je kakšen developer že rekel, ja, sej, če pa zdaj jaz to naredim v 4 dnevih namesto v 5, imam lahko pa 5 frej, ne. To je tudi v bistvu tak čist legitimen pomislek, ne, ampak pol, ko začneš v bistvu razmišljati, pa se pogovarjati o celi sliki, da je to treba na koncu prodati, vzdrževati in imeti še naslednje projekte in rizike in tako naprej, pa vidiš, da pač ni toliko enostavno, da je zdaj kar nekaj novega prišlo in da zdaj sam ne vemo, kaj bi s tem. Ne? Ja. Pa če gremo zdaj še malo se pogovarjati o ljudeh pa o zaposlovanju, a zdaj, interni ljudje se bodo tudi zaradi tega, ker ste dobri ljudi zaposlovali v preteklosti, se bodo v nekem change managementu pripojili na ta vlak. Kako pa zdaj gledate na zaposlovanje? A je to, da nekdo napiše CV za ChatGPT-jem dobra stvar ali je to slaba stvar? Ali morajo zdaj vsi CV-je dodati zraven, jaz znam ChatGPT ali pa Claude ali pa whatever uporabljati, a je to vam že pomembno? Še bolj pomembno kot prej je, kako izgleda osebni intervju. Ne? Zato, ker recimo včasih smo mi zelo radi imeli poskusne naloge, ker smo jim tudi rekli akademija, ne? Kjer je v bistvu vsak moral, preden je prišel k nam v službo, kar ene par dni dela imeti za to, da je nekaj sprogramiral ali pa razvil, no? Skupaj s kakšnim od naših mentorjev. In tam smo testirali tudi, koliko zna, koliko hitro se uči, kako sprejema feedback in tako naprej. Ne? Zdaj to, kar imamo pa ChatGPT, pa ta orodja, to očitno lahko ne deluje več. Ne? In je v bistvu na koncu na tehničnih intervjujih bolj pomembno, da nekdo prav v bistvu pretablo s kredo razloži, kako bi nekaj naredil, pa zakaj, zato da res vidimo, kako razmišlja in kako se znajde s konkretnim problemom, brez kakršnega koli pomagala. To bi rekel, to je novo in to delamo. Ne? Drugače pa ja, če napiše zdaj CV za ChatGPT-jem ali ne, mislim, po svoje, če ga ne, si rečeš, zakaj ga pa ni, ne? Tako da v bistvu, mislim, zakaj ga ni, pa zakaj so noter še vedno tipkarske napake, če jih res ni treba imeti, ne? In tako naprej, ne? Je pa včasih, ne, kar pa včasih pravijo, ne, ki zaposlujejo, da dobijo včasih v CV-ju celo še od spodaj skopiran would you like to do me something else as well, ne? Mislim, to je pa res, ne, da niti za sabo ne prebereš, to je pa točno to, kar so se prej pogovarjali, ne? Se pravi,
če nekdo zna ta orodja uporabljati in se to vidi, je to kvečjemu plus. Ne. Smo imeli v bistvu tudi ljudi, recimo na prodaji, prav, ne, smo že nekaj časa nazaj, ki še preden je, recimo kakšno leto nazaj, še preden je bil ta hype še toliko večji, kot je danes, ne, imeli nekoga, ki je v bistvu res že velik del za AI, imel sam svojih takih majhnih projektov, ne, velik, ne, in nam je bilo to pa kvečjemu všeč, ko smo videli, da nekaj zna, kar v bistvu bomo itak rabili, ne. Se pravi, ima to AI znanje. Se pravi tako, ne, če nekdo zna, tudi če recimo rečemo s tem plonka, ne, ampak če plonka dober, je to za nas plus. Ljudje govorijo že o tem, da se dogajajo fake hirji, da se ljudje popolnoma pretvarjajo, da neke stvari znajo z umetno inteligenco, brez da bi jo sploh znali. Ste imeli kakšne take izkušnje? To pa hitro imamo, v bistvu bi rekel, toliko izkušene mentorje oziroma team leade, ki grejo pol na intervju, ne, da se to v bistvu hitro razčisti, če kdo čist blefira. Tako da tega v bistvu vsaj ne, da bi vedel, ne, mislim, da nismo imeli. Pa tudi si upam trditi, da bi še odkrili. Verjetno so ravno zaradi tega dobri hiring procesi še pomembnejši, kot so bili. Cozy Lab pa se ne ukvarja samo z generativno umetno inteligenco, ampak ste seveda napredno podjetje, ki uporablja tudi druge vrste umetne inteligence. Nam lahko še kaj o tem poveš? Ja, tukaj je pa v bistvu temu pa tako interno, pa temu rečemo machine learning, ne, sej tudi je, ne, mislim, machine learning so pa pač modeli, ne, ki imajo pač neko ali napovedno moč, ali se jih sprav za nekaj konkretnega uporablja, ne, ki pač niso large language model, ne. In to pa je, bi rekel, na nek način res taka tako klasična tehnologija kot kera druga, ne, se pravi, in jih pa uporabljamo na kar nekaj koncih v podjetju, ne, od recimo tega, da imamo tam, kjer v bistvu računamo, kako obsevati rakov tumor, ne, tudi tam se da s pomočjo slik pa tega na zelo hitro se da s temi machine learning algoritmi zelo take, bi rekel, približne račune narediti, kje tumor je, kar lahko zdravnikom zelo pomaga. Na koncu morajo pa seveda zadevo še narediti klasično, že zaradi pač tiste precej bolj kompliciran, če hočeš človeka res obsevati, kot da samo nekaj ugotoviš, kje tumor je, ne? Ampak recimo to je eno področje. Drugo področje pa potem v fiziki pospeševalnikov, recimo, ne? Kjer je pa tam pač gre žark okrog obroča, recimo CERN-u, ki je 27 kilometrov velik, ne, obroč, pa gre svetlobno hitrostjo, gre tam praktično elektroni pa pozitroni in moš zelo dobro vedeti, kje ta žark je. In te gruče elektronov, ki tam okrog krožijo, imajo zelo take netrivialne stvari se jim dogajajo in po bistvu napovedovati in računati stabilnost žarka, tukaj je nekje, kjer v bistvu so te modeli tudi zelo dobri, ne? In to je tudi ena od stvari, kjer pač sodelujemo z našimi strankami, znanstveniki in pol tukaj v bistvu skupaj razvijamo. Tako da je nepar takih otočkov, ne, kjer machine learning uporabljamo, ga tudi nekaj znamo. Sodelujemo tudi s fakulteto za matematiko in fiziko, ne, recimo skupaj bodo oni prav organizirali en tak kurs, kjer se bodo tudi naši razvijalci učili metod, ne, ki jih pač po machine learningu rabiš, da lahko stvari delaš, ne. Tako da v bistvu je to tako, bi rekel, taka stvar, ne. Treba jo znati, treba razumeti, treba poznati domeno, treba poznati tehnologijo. Se pravi, to je nekaj, kar v Cozy Labu znamo in machine learning je ena od teh stvari, ki se jo pač tudi gremo na ta način. A je zdaj lažje prodajati klasične algoritme umetne inteligence zaradi tega, ker bi vsi imeli AI, ali se to na vaših področjih, ki so res znanstvena in da rečem temu trda na področju, se to ne pozna toliko? Dejansko se, ne, in se mi zdi, da vsaj na nivoju, bi rekel, marketinga pa prodaje se malo eno drugo ojačuje, ne. Da če je AI budget, ne, ni to nujno samo za LLM-je, ne, lahko tudi bolj za klasičen machine learning, ne. Tako da v bistvu je lahko celo nekaj čisto na prodajnem koncu, je nekaj od tega, da je AI zdaj bolj popularen, je tudi za sam machine learning del. Kar pa ni samo v bistvu vse samo hype, ne, ker s tem, ker je toliko več zdaj procesorske moči, algoritma in vsega,
je tudi dejansko machine learning bolj uporaben, kot je bil par let nazaj. Ne. Je preskok v tem, kot recimo obdobje pred ChatGPT-jem pa po ChatGPT-ju, ki je bilo res zelo različno, ne. Prej ni bilo, ne, pol je pa bilo. Ne. Tukaj je razlika manjša, še vedno pa razlika toliko velika, da je v bistvu tudi upravičeno, da se kaj več tudi s tem dela. In je v bistvu tudi na konferencah se vidi, da je tudi več tega machine learninga, tacga klasičnega, kar pa verjamem, da ni čist samo zato, ker je zadeva popularna, ampak dejansko deluje. Ne. Ima neke odgovore. Kaj sva še pozabila povedati? Sva vse zrihtala. Mislim, da sva kar, ja. Mogoče tako, kako ne, zelo so bila tako, kako praktično začeti, ne, mogoče to, ne. To bi bilo super, ja. Ja, ker je res, kjerkoli organizacija ali pa podjetje, ne, je fajn, da si najdeš nekoga, ki ga zanima, pa je v bistvu, tako kot pravijo, ne, za na največje priložnosti moraš dati najboljše ljudi. Se pravi, če nekoga zanima, pa je, bi rekel, dober, kar pomeni, ali ima veliko izkušenj, ali je brihtan, ali je dober razvijalec, ali je že dolgo v podjetju, karkoli od tega, ne, temu človeku, ki ima ponovadi najmanj časa, se splača sprostiti čas za to, da se nečesa loti na področju AI-ja, zato ker bo on zelo hiter naredil preboj, ne, če bo imel recimo teden, 2, 3 časa, kar se sliši, ne, mislim, to je kar veliko, ne, v bistvu najboljšemu človeku toliko časa sprostiti, ne, ampak se bo on splača, ker potem on lahko pokaže konkretno, kako lahko zadeve v vašem podjetju res hitro delujejo in postavi nekaj takega, da tu v bistvu prepriča par ključnih ljudi, potem pa grejo stvari naprej. Se pravi, da se splača začeti tako resno vzeti in dati najboljše ljudi, da malo poskusijo, zato ker si tako je vse na internetu. To, kar vsi vejo veliko, mislim, ni težko dobiti pa začeti. Samo ta pravi ljudi moraš dati gor in jim dati čas za to. Pa malo denarja jim je treba dati, da lahko kakšne licence kupijo pa to. Ja. Tako. Kar pa na koncu se izkaže, da ni zdaj, v primerjavi z ostalimi stroški v firmi za začeti, to ni veliko, ne. Ja, res je. Mogoče še za konec eno vprašanje v 2 delih. Ali se je Cozy Labu splačalo ustanoviti funkcijo CAI officerja? In seveda. Še drug del, kdaj bo ta funkcija postala irelevantna? A bo to postalo tako normalno, da ne bomo rabili posebnega človeka za to? Ja, jaz sem rekel, seveda zato, da se ne bom zdajle takoj iz službe vrgel, ne. Pustil, ne? Ampak ideja je bila ta, ne, da v bistvu bom jaz Chief AI Officer samo eno leto, eno fiskalno leto, od v bistvu zato, da moja ideja je bila, saj stvari so toliko očitne, da ko bodo enkrat vsi videli, da je to, bom po enem letu čisto odveč. Zdaj, kje bomo zdaj po enem letu, kar bo približno 1. aprila, ne, ker naše fiskalno leto se 1. aprila začne, tako da se te stvari lepo poklopijo. V bistvu smo zdaj v tem letu te funkcije prišli do tega, da je očitno, da AI potrebujemo, ni pa še toliko integriran v podjetje, da je bila funkcija Chief AI Officerja odveč. Kar pa pomeni, da bomo konkretno za drug let, ne, bo moral imeti v bistvu vsak oddelek, vsaka ta profit unit znotraj Cozy Laba, bo moral imeti svoje cilje, ki že upoštevajo efekte umetne inteligence. Kar pomeni, da v bistvu začne vsak del firme sprejemati odgovornost za to, da umetno inteligenco vpelje in kaj so v bistvu posledice tega. Ne. In v bistvu bo zdaj naloga mene pa kolegov, da skupaj te cilje definiramo, ne. No, ideja pa je, ne, da pa po še enem letu bo pa zadeva pa res odveč. Zaradi tega, ker bo pa že cel cikl bomo šli in bo na naslednje leto že čisto naravno planiranje in bo funkcija odvečna. Jaz mislim, da se moramo dogovoriti, da se slišva naslednjega februarja in preveriva, kako bo to. No? Ampak jaz mislim, da smo absolutno zelo veliko praktičnih stvari povedali, kako ste vi to delali v Cozy Labu, kar bo zelo uporabno za marsikoga, kajti vpeljava te tehnologije v podjetja je še vedno izjemno kompleksna in marsikdo se tega raje ne loti, da ne bo naredil kaj narobe, in mislim, da ste to na zelo praktičen
način pri vas naredili in tudi povedali. No? Tako da, Igor, najlepša hvala za tvoj čas in za vse to deljenje znanja. No? To je po mojem še bolj pomembno, kaj ti najprej ta znanja dobiti, potem pa biti ga še pripravljen deliti, ni čisto normalno. To je to. Hvala lepa. Super, ja, hvala, z veseljem. Ja, srečno tudi tebi. Evo, adijo. Umetna inteligenca v Sloveniji. Kako slovenska podjetja uporabljajo, nadgrajujejo in implementirajo umetno inteligenco in vse ostalo o umetni inteligenci.